Dobrodošli v novem videu. Včeraj je bil dosti zanimiv dan v marketu. Jerome Powell je govoril pred ameriškim kongresom in to je v bistvu pripeljalo do tega, da je stock market dosti padel včeraj. Dow Jones Industrial Index je bil down 1,72%, S&P 500 down 1,53% in pa Nasdaq je isto padel 1,25%. Te cifre so v bistvu dosti zanimive, ker ponovadi v bistvu so lih obratno, se pravi, da Nasdaq največ pade, pa Dow v bistvu najmanj. No, kar je pa še zanimiv pri Dow od včeraj, se pravi od closure, je v bistvu Dow officially letos negativen. No, poleg tega so treasury vsi dosti zrastli. Two-year treasury je zdaj prišel na 5%, prvič od leta 2007, kar v bistvu ni nikoli dobro, ker slišite, da je nekaj v bistvu prvič od leta 2007, ker vsi vemo, kaj je pol sledil. In pa v bistvu tudi 10-year treasury je prišel spet nad 4% in tudi ta inversion v bistvu se vse več veča, se pravi, zdaj imamo že 1% tega inversiona per 2-year pa 10-year treasuryjih, se pravi, kaj to pomeni, da dobite v bistvu večji yield na vaš denar, če ga vložite pač za 2 leti v ameriške treasuryje, kakor če bi ga vložili za 10 let, in to je bil v bistvu zgodovinsko najboljši pokazatelj, da smo pred recesijo. No, kakor sem rekel, Jerome Powell je govoril pred ameriškim kongresom, bolj natančno je govoril pred senatom in to je sicer dosti politična stvar. Oni ga tam v bistvu sprašujejo glede njegovih odločitev, ampak večina govora je dosti, kar se tiče politike, no. Tudi v bistvu dosti različne stvari ga sprašujeta, pač demokrati pa republikani. Kar je bilo v bistvu bolj pomembno za market, je bil ta začeten statement Jeroma Powella, se pravi, direkt na začetku ob 4 po našem času. No, in kar je v bistvu rekel je, da so bili podatki v januarju, kar se tiče inflacije, dosti slabši, kakor je Fed pričakoval, in da zaradi tega v bistvu bo zdaj na naslednjem meetingu oziroma tam na naslednjih minusih bo Federal Reserve najverjetneje napisal svoje projectione za kje mislijo, da bo, se pravi, konc tega cikla obrestna mera najverjetneje višje kakor nazaj. Rekel je tudi, da pač če bo zdaj v bistvu če bojo še vedno slabši podatki tudi zdaj na naslednjih reportih, da je Federal Reserve pripravljen tudi, da v bistvu poveča pace of rate hikes, kakor je rekel, se pravi, da bojo v bistvu povečali za koliko zvišajo obrestne mere, se pravi, to je zdaj prineslo v marketu v bistvu dosti govora o tem, da bo na naslednjem meetingu 0,5 namesto 0,25% zvišanja obrestnih mer, kakor je bilo to recimo na zadnje. Torej, te dve stvari pomenita, da bo na koncu Fed terminal rate najverjetneje višji, kakor smo pričakovali, in da obstaja možnost, da zdaj switchamo na 0,5%. No, v decembru so recimo, ko so dali Fed memberji projections, za kje mislijo, da bojo rasti na koncu tega cikla bili na 5,1, medtem ko zdaj v bistvu market price in, da bojo rati na koncu na 5,5, mislim med 5,5 in 5,75, kar bi od zdajšnjih ratov v bistvu pomenili še 1% povečanja. Se pravi, a bo to 4x25, a bo to, ne vem, 2x0,5, tega pa v bistvu noben ne ve. Market sicer zdaj trenutno price in za naslednji meeting, ki je 22. marca, se pravi čez 2 tedna, v bistvu točno čez 2 tedna, 0,5% za kar 73% šanse, glede na podatke od CME Grupa. In v bistvu že price in 17% za 0,5% zvišanja obrestnih mer za še naslednji meeting v maju.
Jaz še vedno v bistvu mislim, da bomo dobili 0,25 tudi na naslednjem mitingu, razen če zdaj dobimo v bistvu full slab CPI report februarja, mislim za februar, zdaj marca. Še vedno se mi zdi to bolj možno, zato ker pač Fed na ta način dost obdrži svoj credibility, v bistvu, če si bojo skozi premišljevali, to ponovadi ni dobro za Fed, pa koliko jim folk pač verjame. V bistvu, če pogledamo, to se je dogajalo v 70-ih, se pravi, da je Fed skozi switch up svoje rate hike, če so prišli dobri podatki, so manj zvišali, če so prišli slabi podatki, so več zvišali. No in to je pol v bistvu sledil do tega, da je mogel Paul Volcker v bistvu rug pullati cel market, s tem, da je zvišal obresti kar iz prve na tam 20%. Jay Powell je isto rekel, da je inflacija še vedno dosti višja, kakor so njihovi cilji. Recimo PCE inflation, ki ga Fed najrajši gleda, je trenutno, mislim, je bil za januar na 5,4%. Sicer je rekel, da je januarski report pač pokazal, da njihovega fajta z inflacijo še ni konc, ampak je rekel, da neki teh podatkov iz januarja, ki so bili toliko hot, so lahko v bistvu produkt tega pač sezonskosti januarja, pa to, da smo imeli dosti toplo zimo. Jerome Powell je veliko v bistvu demokratov na temu zaslišanju dost sprašval glede unemploymenta, zato ker pač Jay Powell je povedal, da za ta cilj zmanjšanja inflacije se bo treba zvišati unemployment. Naprimer Elizabeth Warren je rekla, mislim, je bila tako ful jezna, je rekla, da kako si drzne Jay Powell predlagati, da se bo mogel zvišati unemployment, in je rekla, da bo moral 2 milijona folka zdaj izgubiti job, zato da se zniža inflacija. No, ampak Jay Powell je dost logično odgovoril, da pač ne vem, da ne ve, kaj ona hoče, da naj zdaj nehajo, da se njemu zdi v bistvu hujš, če inflacija ostane na 5-6%, zato ker v bistvu naloga Jerome Powella je, da pač se pravi stabilizira cene, pa da zniža, mislim, da je čim manjši unemployment, in njemu se zdi boljš, da pač poskrbi, da v bistvu vsi ne najebejo nekako z večjo inflacijo, pa pač tudi, če to v bistvu pomeni, da bo par folka moral izgubiti svojo službo, ne. No, ona je pa rekla, da kako ve, da pač, ko se bo začel unemployment višati, da se ne bo to v bistvu ful nadaljeval, in da je 11krat od zadnjih 12krat, ker se je za 1% zvišal unemployment, potem v bistvu zvišal še dodatno za 1%, kar je sicer valid point, ne? Ampak v bistvu, kar morate vedeti, je, ona dosti ne mara Jerome Powella. Recimo 2021 mu je rekla, da je very dangerous man, zato ker je opozarjal na visoko inflacijo. Zdaj, ko imamo pa v bistvu ful visoko inflacijo, mu je pa rekla, da gambla with people's lives, zato ker pač kao bo povzročil unemployment. In rekla je še, da pač da rabijo oni na Federal Reserve nekoga, ki se bo boril za njih, in da pač če on ne bo to, da rabijo nekoga, ki se bo, ne. Saj, kakor sem rekel, ta event je bil v bistvu dosti politično naravnan, kakor sem rekel, ona tudi ne mara Jeroma Powella. Je pa bil sicer to, se pravi, zaslišanje Jerome Powella pred senatom, danes v bistvu je še eno pred House of Representatives, sicer probably bo dosti ista stvar, ampak ja, bom verjetno tudi to naredil summary jutri. No, z enim memberjem tega senata se je tudi v bistvu spustil dosti veliko debato. On ga je spraševal, da če je njegov job, da mora znižati inflacije in bo rabo upočasniti ekonomijo, a to pa ne pomeni, da bomo rabili unemployment tam 7%, 10%.
rekel je, da pač ja, da je historically to res in da, no in tako, ga je to spraševal, mu je rekel, da v bistvu zgodovina kaže, da če hočemo spraviti inflacijo na 2%, bomo rabili 10% unemployment. No, ampak Jay Powell je rato kar malo jezen v bistvu, ko je to rekel. Kar je dosti zanimiv, ker nekako je suggestil Jay Powell, da 7% unemployment je dosti možen, no. S tem, kar je dosti zanimivo, ne. Kakor tudi, se pravi, Elizabeth Warren je rekla, da se pravi, če dobimo 1% inflacije, najverjetneje dobimo tudi 2%, kar smo pa že na 5%, kar je pa v bistvu že dosti blizu teh 7%, se pravi, tam 5 do 7% unemployment v roku 2 let v bistvu ni toliko out of picture, ne, če tako gledamo. No, ampak jaz gledam, da se je Jay Powell že sprijaznil s tem, da bo treba toliko velik unemployment, potentially do 7%, v bistvu, da bo to treba za disinflacijo. Tako da ja, v bistvu dobili smo malo bolj hawkish Jerome Powella, zdaj sploh v tistem začetnem statementu. Zdaj se mi zdi, da bojo res pomembni te reporti, ki jih dobimo. Se pravi, že danes dobimo v bistvu Jolts report, v petek dobimo Jobs report, in pa pol v bistvu naslednji teden CPI, PPI, v bistvu vse to pred Federal Reserve meetingom, ki je pa 22. marca. No, če si pogledamo malo projections za CPI, v bistvu FedNow, to je en tool od Cleveland Federal Reserve, v bistvu pričakuje, da bo CPI prišel na 6,2%, kar je bilo do zdaj bil ta tool no dosti accurate. In kakor sem rekel, ja, te reporti zdaj bojo ful pomembni, da vidimo, a je to nek nov trend inflacije, nov wave inflacije, ali bi v bistvu januar res iz outlier, nek pač zaradi sezonskosti. Tako da ja, v bistvu bomo videli, no, zna biti še zanimiv. To je bilo to za ta video, no. Hvala, ker ste gledali, pa se ga v naslednjem videu.